Prva nam bo spregovorila gospa Polona Vesel Mušič. Je teologinja, poročena, mama 5 otrok. Avgusta lani je na Teološki fakulteti zagovarjala disertacijo o aktualnem vprašanju birmanske pastorale v Cerkvi na Slovenskem. Trenutno pa se ukvarja s predavanji oziroma srečanji za starše in botre v pripravi na zakrament Svete Birme. Je tudi avtorica obsežne monografije o župniji Sodražica z naslovom Magdalena, fara naša. Gospa Polona Vesel Mušič, prosim. Najlepša hvala. V naši kulturi in današnjem času prak iz otroške v odraslo vero predstavlja v veliki meri prejem zakramenta Svete Birme. Mlad človek naj bi s pripravo na birmo in po prejemu zakramenta postal v čim večji meri versko izoblikovana in dejavna osebnost, kar je pričakovanje mnogih pastoralnih delavcev. Opažamo pa, da po birmi mladi verniki težko najdejo pot in motivacijo za dejavno in odgovorno versko življenje, kar se kaže v osebnem življenju in odnosu do verske skupnosti, to pa odpira vrsto vprašanj, od katerih je izhodiščno, kakšno vlogo in pomen za prehod iz otroške v odraslo vero v življenju kristjana ima Sveti Duh in s tem zakrament birme, kar bom skušala osvetliti v uvodnem razmišljanju. Sveti Duh izraža najgloblje bistvo Boga, ki je razdajajoča se ljubezen. Posvečuje naše življenje, da postaja bolj sveto in nas napravlja dragocene. Navzoč je od stvarjenja sveta in v celotni odrešenski zgodovini. Jezus je od očeta poslal Svetega Duha, da njegovo delo dovrši, in če je Jezus pot, je Sveti Duh vodnik na tej poti. Če hočemo biti v stiku s Kristusom, se nas mora najprej dotakniti Sveti Duh. On prihaja pred nami in prebudi v nas vero, pravi katekizem. Izkustvo duha je ponujeno vsem, še posebej po zakramentih. Sveti Duh nas že s krstom naredi za Božje otroke in nas usposablja za to, da Bogu lahko rečemo oče. Še posebej pa je zakrament Svetega Duha birma. Bog to, da je pri krstu novokrščenca sprejel za svojega otroka, pri birmi potrdi. Takrat prejmemo Svetega Duha in vse tiste njegove darove, ki so potrebni za nadaljne polno krščansko življenje sredi konkretnih okoliščin. Daru in darov ne moremo kupiti niti zaslužiti, zato je dar tisto, v čemer prepoznamo ljubezen darovalca in njegovo naklonjenost do nas. V zakramentu birme prejmemo torej izlitje Svetega Duha in se obogatimo z njegovimi darovi. Prvi in temeljni dar Svetega Duha je vera. Odkritje vere ni sad razumskega razmišljanja, ampak je sad duha, ki napolni in razsvetli naše srce. Podarja nam jo Gospod sam, je zastonski, nezaslužen Božji dar, nadnaravna krepost, ki jo vlije Bog. V krščanstvu zato ni prvenstveno človek tisti, ki išče Boga, ampak je Bog v svoji neskončni ljubezni do človeka tisti, ki ga išče, da bi ga odrešil od zla in greha, ter ga napravil za svojega otroka, deležnega Božje narave. Vera je milost, s katero Bog človeka vabi in spodbuja, da mu zaupa in veruje njegovi besedi. Sveti Duh pa se ne bliža le tistim, ki so dobri in lepi, ampak napravi dobre in lepe tiste, katerim se približa. V duhu Bog ljubi najmanjše, tiste, katerih nihče ne ljubi. Zazorenje v veri ima torej Sveti Duh posebno nepogrešljivo vlogo in pomen. Pod njegovim vplivom notranji duhovni človek zori in se krepi. Dar vere smo prejeli že pri krstu, ko smo postali Božji otroci. Zakramentom birme pa birmanec prejme milost okrepitve vere ter zrelega in odgovornega krščanskega pričevanja za vero. Pričakovanje pastoralnih delavcev izraženo tudi v dokumentu Pridite in poglejte v členu 118, ki govori o prenovi otroške in mladinske kateheze ter pripravi na prejem zakramentov je, da otrok prejme zakrament, ko sta on in družina, iz katere prihaja, dovolj zrela zanj, ne pa, ko je dopolnil določeno starost ali opravil določeno število ur rednega verouka. Zorenje, še posebej v veri, je proces rasti, ki se nadaljuje skozi celotno življenje. Mlademu človeku ravno zakramenti, še posebej birma, da možnost, da v pomoči Svetega Duha dozoreva in pot zorenja lažje prehodi. Birma predpostavlja vero kot vsak drug zakrament, vendar ne zrele odrasle vere, temveč vodi in pomaga birmancu k odrasli veri in k življenju iz vere. Birma torej ni vrhunec nečesa, temveč posebno izlitje Svetega Duha.
Potrebna je potrpežljivost za rast v postopnosti, zato človeško in teološko gledano pričakovanje, da bi že Birmanci v polnosti živeli iz verskih resnic in bi bila taka zrelost pogoj za prejem Birme, ni umestno, še manj lahko otrok ali mladostnik vpliva na to, iz kakšne in kako verne družine izhaja. Birma je zastonski dar Svetega Duha, ki ne pomeni zaključka, ampak še močnejši začetek, moč, zagon za naprej. Glede na to, da zakramenti delujejo tudi iz lastne moči, se zdi primerneje, da mladostniki zakrament Birme prejmejo, čeprav se soočamo z množičnimi odhodi po Birmi. Vendarle, če nosijo s seboj v sebi izkušnjo, da jih je imel nekdo rad, da je bil z njimi zaradi njih, da jim je skušal odpreti nova vrata v življenje, potem ta vrata kasneje, tako kot izgubljeni sin, najdejo. Ko je bil najbolj na tleh, je zaznal v sebi, da ga ima nekdo nekje še rad in se je znal vrniti. Priprava na Birmo in Birma je zato pomemben dejavnik v mladostnikovem življenju, ne le za tiste Birmance, ki so iz zglednih družin in ki imajo doma urejene odnose. Ti že imajo veliko bogastvo v sebi in popotnico za življenje, ampak še posebej za tiste, ki morda svojo agresivnostjo iščejo luč. Načelo bolje manj kot več, pa to kvalitetno, ni načelo ljubezni, saj Bog ni ustvarjal niti sveta, niti ljudi po tem načelu. Ljubezen ni preračunljiva, kar pomeni, da moramo sejati v zaupanju in upanju. Kjer zrelosti v veri še ni ali pa še ni vidna, to ne pomeni izključevanja in odlašanja, ampak vero, zaupanje in veliko molitve za te, ki prejemajo zakrament Birme. Pri tem pa je seveda potrebno upoštevati, da je vsak človek enkraten in da ima vsak otrok svoj ritem razvoja. Nekateri duhovnih stvari ne predelajo tako hitro, ampak šele čez čas, ko jim o tem spregovori življenje. Mladi potrebujejo dar Svetega Duha tudi zato, da bodo lahko molili. Povabljeni smo narediti vse, da bi se s pastoralno ljubeznijo, modrostjo in zgledom približali drug drugemu, predvsem pa mladim, njihovim staršem, botrom in drugim, ki se prek zakramentov želijo povezati ali bolj povezati s cerkvijo. Narediti vse, kar je z naše strani potrebno v duhu nove evangelizacije, hkrati pa vse prepustiti tudi Bogu. Delovanje Božje milosti v dušah ljudi je namreč skrivnost, ki je ne moremo presojati s človeškimi kriteriji. Darove in milosti potrebujemo na začetku poti, saj rast omogoča ravno Sveti Duh. Veliko pa je odvisno od posameznika, vzgoje in okolja, župnije, kje in kako bo kdo rasel. Naša naloga v pripravi na Birmo je zato omogočanje kakovosti, rezultate, v narekovajih, pa prepustiti Bogu. Rast, sadove, darove, milosti, med katerimi je tudi vera, daje Bog. To spoznanje nam daje pogum, da ne zapademo bodisi v napuh, bodisi v malodušje in da vztrajamo pri delu s prihodnjimi generacijami. Na tistih, ki nosimo birmansko pastoralo, je torej, da se trudimo, ni pa na nas, da bi merili sadove tega prizadevanja. Pravi uspeh namreč ni viden, saj sega v globine duše in omogoča ljudem, ki so udeleženi, bolj kakovostno odrešeno življenje. Bistvo krščanstva in tudi birmanske pastorale ni v zunanji moči, v močnih in številčnih cerkvenih skupnostih, tudi ne v številu pastoralnih projektov, pristopov, bistvo je v ljubezni. Delati male stvari z veliko ljubezni, kot je rekla mati Terezija. Zato zaključujem z mislijo iz 1. Janezovega pisma, kjer beremo: Bog je ljubezen in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. Bog je ljubezen. Sveti Duh je ljubezen. In ker je še posebej Birma zakrament Svetega Duha, je oziroma naj bi bila tudi Birma zakrament ljubezni. Ko jo prejmemo, postanemo deležni Božje ljubezni, ostanemo v Bogu in Bog ostane v nas. Hvala lepa.